Glasbena skrinjica. Dober večer, dragi veseljaki in veseljakinje, lepo pozdravljeni nazaj v oddaji V živo Glasbena skrinjica. V tem trenutku sta z mano v studiu člana ansambla Kolorad, Tone Košmerl in pa Nadja Košmerl. Živijo. Lep pozdrav. Kako sta? Kaj treme? Odlično, sem ne razumem ene stvari. Česa? To ni glasbena skrinjica, ampak je glasbeni senik. Glasbeni senik je, danes smo na sceno, ni fajn, to je tako bolj pristno, bolj domače. Ravno to sem hotel povedati, da se počutim, da sem doma. Tam, kjer sem bil včasih, kjer smo imeli hlev, pa žvino, pa krave, pa konje, pa prašiče, pa seno. No evo, zdaj lahko smo mi namesto živali, seno imamo. Edino, kar je, to ti pa povem, ne vem, če si da je poskusila ležati gola polet na senu, pa ni fajn. Ves si pošpikan. Zopika. To smo kot otrok skakali, veš, pa je bilo zadost. Mislim, da enkrat ti nikoli poznaš to? Ja, poznam. Na pol nagi skakati po senu. Člana skupine Kolorad, ansambla Kolorad, oče in hči. Ne, pardon. Kaj se to zmer tako poudarja? A veš, to je treba vprašati. Jaz recimo, da si predstavljam, da bi bila svojim fotrom v bendu. Ja, ne vem, če bi to... Sej nisem, jaz sem videla sa brat pa sestra. No, to nisva, ne. Ne vem, a lahko pustimo pri tem, da imamo samo isti primek? Čist naključno. Sam isti primek, naključno. Tako. Ok, pa drugače zastopite, vse v redu? Vse v redu, drugače vse v redu. Ok, kako pa dejansko zmanevrirate? 5 ljudi vas je v bendu, službami, kako vam uspe se za vaje zmeniti, za koncerte, za turneje? V bistvu je to samo, ker je dober direktor firma, dober laufa. Direktor sem jaz. Ti si šef? Tako je. Kakšen šef je? No, pa pazi, kaj boš rekla. Se zdaj bi mogla paziti, ker drugače mi bo nam plačilni poznal, veš. Ampak šef je tak, da zmeri, ko se skregava, moja obvela. Dej nehi. Fajn, ne? To je pa sposobnost, kaj, manipulacije, prepričevanja. Kaj pa z ostalimi, edina ženska si v bendu? To je samo za televizijo, se tako govori, drugače ni tako. Te lepo rihtajo v bendu? V redu, super. Imaš kaj privilegijev? Ne. Niti ne? Ne. Te naš drugačno tretirajo, ker si ženska. Ne, meni to všeč, veš. Se je dosti premoček, lahko tudi zvočnike nosi. Tako. Na koncu jaz zvočnike nosim, ne, fantje pa za šankom sedijo, ne. Madonna. Ne sedimo, za šankom visimo. Vi podpirate šank na uredu. Dajmo se zdaj tako zmeniti. Dajmo biti pa natančni. Sam dejansko resno, kako vam uspe uskladiti službo pa bend? Pravzaprav je to, če te neka stvar, če imaš neko stvar rad, to rad delaš in ti ni težko tudi po službi. Dobro, jaz nisem zaposlen, Alex je recimo zaposlen, je pa tudi po službi, to, kar rad počneš, greš rad. Tako, ker eni gredo na tenis, eni gredo v fitness, eni gredo na ne vem kam plavati, drsati, mi gremo pa vzeti inštrument in igrati. No, recimo v tem ansamblu ste res iz vseh vetrov nabrani odlični glasbeniki. Odkje je sploh prišla ta ideja ansambla Kolorad, da bi sploh ustanovili bend? Ja, to je bilo pa zelo naključno. Namreč, jaz sem dolga leta in še vedno sem član skupine Pop Design. Bil sem parkrat z mojimi prijatelji na festivalu v Števarjanu. Ne vem, če ti to veš, kaj to je. Ja, vem, ki ste dobili nagrado tam. Ne povej, vem, sem pogooglala. V glavnem, jaz sem parkrat šel, ker še nisem imel pojma, ne bom rekel pojma, jaz sem zrastel z narodno zabavno muziko. Ampak vedno, ko sem prišel na Števarjan, so bili tisti ansambli, ki so tam špilali, blazno všeč v narodnih nošah. In jaz sem se potem enkrat zaklel, mislim, da sem se šel staviti z eno punco, da bom naslednji let pa na tem odru jaz v narodni noši igral. Definitivno rekel, da sem je zmešal. No, ampak potem je to beseda dala besedo in smo z Aleksom, s harmonkarjem, kar naenkrat začela se pogovarjati, pa gremo na Števarjan. Pravzaprav nismo hoteli nekaj tekmovati, ampak smo se hoteli vsaj jaz obleči narodno nošo in iti na oder tam nastopati. Seveda, zgodilo se je potem to, da smo skladbo Ne povej dobili prvo nagrado za najboljšo melodijo in mene je to tako prevzel, evo ti, da že 4 leta takrat imamo že 2 plošči, no, eno sicer za ameriško tržišče. To bomo danes podelili, ne? Ja, in eno prvo, Kdo je kolovrat, in
še nismo rekli zadnje besede. Ja, to verjamem, da niste, ne. Ampak kakšni so bili tisti prvi odzivi, recimo iz Števrijana iz 2009, ko ste dobili nagrado? A ste pričakovali to? Verjetno ste, glede na to, da ste sami fajn glasbeniki v bendu. Ne, nismo pričakovali. Pesem je bila itak dobra, zato smo tudi šli, ker smo verjeli v to pesem. Ampak spomnim se pa, da je bilo velikokrat slišati tako za hrbtom, pa kaj pa zdaj tako šmrl, ne se drži usna, ne, pa ledra, ker sem roker, itak sem roker, saj imam obe roki, ne, to je jasno. Ampak v bistvu pa jaz nisem naredil velikega preskoka. Jaz sem samo leder od pop dizajna zamenjal z jerhovino od Narodne noše. Pa je narejen, ne? Še vse ne usne. Ja. Razumeš? To je bilo malo tako, kaj se zdaj jaz tle štulem. Ljudje ne vejo, da sem jaz prvo, to velikokrat s ponosom povem, prvo ploščo v življenju, ki sem jo držal v rokah, je bila plošča ansambla Lojzeta Slaka, Kadar pa mi hisce grem. In pri nas doma se je poslušala narodna zabavna glasba. Prvič zato, ker smo imeli to radi, drugič pa na koncu drugih ploščakrat ni bilo za dobiti. Razen mogoče, ker še ne vem, slovenska popevka, Majda Sepe, pa Marjana Držaj in Lojze Slak. Kadar pa mi hisce, spomnim se one pesmi Pri dobri kapljici, nora. In kakšen je občutek, ko si oblečen v Narodno nošo? Jaz sem recimo nazadnje v Dirndlu, pa po moje to čisto nekaj drugega. Naj mi vsi gledalci oprostijo, ampak ko se jaz oblečem v Narodno nošo, se počutim orgazmično. Resno? Ja, se počutim kot Bog. Kaj pa recimo ženske, če se oblečete v Narodno nošo, kakšen je občutek? Čist navaden, ali je težko, vroče? Dobro, vroče definitivno je, se že veselim poletja, ne? V tistih žabah študij, kako se tismo reče pravilno? Ne ve. A so tokšni strokovni izrazi, ne, kosi oblačil? Jaz vem samo za untarco, to je tista kikla, ko od spod pride, veš? Koliko je bilo to enih podlog? Spodna kikla, zgornja kikla, Ker so se spravili, če je bilo to res, da so nosili to vsakdanje oblačila, če so se spravili k onim stvarem, kakšna je bila to predigra, Ja. To je bilo eno uro. Najbrž kar trajali, ja. Pa a vam je kdo naredil, ste si kupili, sposodili, recimo za nastope, verjetno imate vsak svojo zdaj, ne? V bistvu jaz imam od Tonetove mame Narodno nošo. Jaz sem jo pa si sposodil. Ja, moja mama je imela Narodno nošo, ki je starejši, oziroma tisti, ki so malo starejši, no, ker mi smo še mladi. Je bilo včasih v Ljubljani dnevi narodnih noš, ampak vem, da so hodili vsako leto v Ljubljani ena grozna velika povorka teh narodnih noš. In takrat vem, da je moja mama vsak let šla na tja. In takrat je ta narodna noš ostala, tako da je zdaj jo uporabila Nadja. Jaz sem pa narodno nošo si takrat v Števrijana tudi sposodil, pa potem mislim, da še ne dvakrat sem jo imel sposojeno. Itak mi je pa tako všeč, da sem jo kupil vse od škornov do teh belih hlač. Pa koliko šta to? Najbrž kar drago, ne? Ja, to je blizu 1000 evrov. Je komplet škorni vred. In ki bi, tako kot je Nadja rekla, da je groza, da za 1000 evrov ti mora pa poleti tako vroče, da je kar grozna. Imaš zastonj bazenček v škorni. Je pa zato pa pozim pa fajn. Pozim pa je zagretje. Pozim imaš polno tudi bilo srajco, pa spodaj hlače, pa jerhrce čez, pa škorne. Ampak na eni strani recimo narodno noša, na drugi strani pa imata tako malo kavbojski pridih, recimo škorni, hlače, kako se temu reče pravilno? A čak, no, zdaj smo pa dobila, ne? Ne veš, ne vem, ne, ampak to je v bistvu ne. To je v bistvu, veš zakaj je to? Za te country srajce, ki so, da se to je v bistvu za čisto gor porineš, da ti v bistvu tukaj na kavbojska kravata. V bistvu, tako ja. Tako. To je pa ta drug imič, veš, ali kako? Ste malo bolj na kavbojsko, ne? Ja, mečkrat smo, ker smo prišli na tako kmečko sceno, se nam je zdelo, da je prav, da se oblečemo tako malo, ker to so škorni za uhlev, ne? Za uhlev pa ne, no, pa ne za prekidat, no. Za konjem, ne? A veš, to nosijo kavboji, ki jahajo konje. Veš, zakaj vprašam? Zato, ker ta CD, ko bomo podelili, v katero kamero režija Enko, takole Spin Wheel, prvič imate v angleščini, Life Goes On je naslov tega CD-ja, ki ga bomo podelili. 5 CD-ev imamo danes za vas. In tukaj ste dejansko kavbojci. No, mogoče par besed o tem, zakaj Spin Wheel pa Life Goes On. Namreč na lanskoletni naši ameriški turneji, ko smo nastopali po Ameriki,
smo hoteli, pa da ne bodo gledalci narobe razumeli, mi smo še vedno slovenski narodno-zabavni ansambl, ampak in smo v Ameriki igrali slovensko narodno-zabavno muziko. Vseeno smo se pa hoteli malo, ne da jim, ne me narobe razumeti, zlest v rt, ampak približati. Nekako moraš predstavljati. Američanom je tako. Ker je treba vedeti, da ko smo mi tam igrali po teh ameriških klubih, da mi smo igrali Golico, Slakove, naše vse te ljudje tam, Američani, ne znajo plesati polke. Oni plešajo neko country polko, ki nekaj prestopajo in zato, da smo bili vsaj mogoče oblečeni tako, ker so oni, jasno, da smo ogromno krat nastopali v Narodnih nošah in je se vedno pohvalen, da sred Manhattna v New Yorku, ne vem, če je kakšen slovenski narodno-zabavni ansambl igral v klubu, kjer se zbirajo samo Američani. In moram reči, da se nas gleda, da smo prišli z Marsa, zna biti. Ampak so bili vsi navdušeni. Spomnim se, da so prav na to pesem Live Goes On, pa na Stevardeso, celo Sociedovo špelo, ko smo igrali, sicer ni noben razumel, o čem pojemo, ampak so bili navdušeni. So sicer plesali neko polko, ki ni niti približna polka, ampak so uživali, ker je bilo to za njih nekaj novega. Se pravi, ste čisto šarmirali Američane. No, vaša spletna stran je v angleščini, imate tudi angleška oziroma ameriška imena, če lahko temu tako rečemo. Kdo se je to spomnil? Čigava zamisel? Tega ti ne bi bilo treba zdaj vprašati. Pa veš, da moramo, da razložimo, ne? Jaz se itak spomnim vse neumnosti, sem se spomnil tudi to, pa na koncu vse tudi Bob Dylan ni bil Robert Zimmerman, pa Bono tudi ni Bono, je nekaj drugega. Za Američane si loglih krčaš. Razumeš. No, šlo se za to, da smo mi, kot sem že rekel, igrali po ameriških klubih in parkrat, ko sem bil že v Ameriki, ko sem povedal, kako se pišem, Košmrl, nisem hotel, da se Američani polomijo jezika. To je res. Tako da smo si zamenjali taka imena, ki so njim friendly, in jih znajo izgovoriti. Drugače smo pa še mi vedno Tone, Nadja, Mare, Alex, Luka. In to je to. Petica. Tako. Mi bomo zdaj podelili tale lušen CD od ansambla Kolovrat, tako da vi hitro pokličite 01-588-06-96. Bomo kmalu tudi videli vašo prvo skladbo Ne povej Štovrjana. Ja. In nekdo je že z nami, halo. Dobro večer. Dobro večer. Maksi iz Lovrenca. Maksi, ja. Malo slabše vas slišimo. Jaz pa v redu. Ja, ste v redu? Ja. Lovrenc, na Dravskem polju? Ja. Prlek? Tone, kar ti prevzam. Ne, to pa ni Prlek, ja še. A ni? Ne. Pa se debelo opravičujem, ker vem, da je to... To na to stran stoja. Aha, na to stran. Aha, ja. Podpijski gori. Jaz sem bil v šoli, sem bil bolj matematiko pa fisko. Zemljepis mi nikoli ni dobro šel. No, meni pa toliko. Maksi, a vi kličete, da bi dobili tale CD od Kolovratov? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Pa, a znate kaj, kakšen komad od Kolovratov zapet? Kakšen refren? To pa bolj takno. A bosta Tone pa Nadja malo pomagala, pa boste skupaj odbrundali, recimo refren od Ne povej, ko bomo potem videli vaš videospot. A bo šlo? Maksa, bo šlo? Ja, bomo probali malo. Ja, kar skup dejte, pa bo. Zdaj ne vem, če bo probat... Jaz lahko dirigiram. Ja. Nimamo sicer nobenega inštrumenta sabo, tako da bomo bolj težko to naredili, ampak damo mu najlažje vprašanje. No dej, pa. Maks? Ja. Ne povej, smo že rekli, da bomo zavrteli. Ja. A poznaš še kakšno našo skladbo? Kolovrat. Kdo je Kolovrat? Dobro. Vsaj še eno povej, pa si zmagal. Ne povej. To smo že rekli, zdaj ne ponavljaj se. Okay? Ne povej, Kolovrat. Pa ne povej, pa Kolovrat, pa ne povej, pa Kolovrat. To je, ok, to so dve. Še eno povej. No, na avionu te streže kdo, da ti pomagam? Stevardesa. Odlično, ampak zdaj ti povem, ker sem ti pomagal, boš dobil samo vitek, CD je pa moj. Si bo razdelila nagrado. Ni problema. Maks, hvala lepa za klic, CD vas čaka, tako da lep pozdrav
V Ptuj? Ja, pa vprašal bi, kako dolgo že imajo to pevko, če lahko. Toto pevko imamo pol leta. Jaz vas poznam samo preko Viktorija pa Andreja. Ja, Preko spotov, ne? sej na tem spotu, kar bomo zdaj videli, je tudi, to je naš prvi spot za skladbo Ne povej, sta bila še Viktorija pa Andreja. Potem se pa zgodi tako, v zakonu, ker gre sta dva narazen, se tudi v ansamblu, ene poti grejo skrb, druge grejo narazen, tako da Andreja in Viktorija ta trenutek ni več, je pa Nadja. Aha. Ne? Ker je pa tudi fajn. Seveda? Razumeš? Se strinjaš? Jaz se drugače ne moreš reči, jaz sem te že naperal na to, da moraš tako reči. Kakva sprememba je dobrodošla? Odgovor ste dobili, ostanite še na zvezi, da boste pustili vaše podatke, da boste prišli do tega CD-ja. Lep večer, želim pa lepo zdrav na on konec Slovenije. Te pa prijeti enkrat v Lovrenc. Bomo prišli skupaj, a ne Tone? Ni problema. Bomo prišli pa eno zašpilali. Ja. Jaz sem te zapel. Super. Odlično, hvala lepa za klic. Mi pa si bomo v tem trenutku privoščili nekaj glasbenega predaha in sicer si bomo pogledali videospot ansambla Kolorad Ne povej. Uživajte. Poskusila že večkrat si me ujet kar tako, z nasmehom me privabit, me prijet pod roko, med prsti me oviti kakor svilnati šal, mi misli zamegliti, da bi v tvoj bi še mal. A veš, da frajer sem, ki se ne da kar tako, ti kar pleši z drugim, ne bo mi hudo, za tvoje čare se ne zmenim, to prav vsi vedo. Ne povej, kako sem lahek plen, kako ti nauki vsi so le besede v 3 dni. Ne povej, do konca in naprej, zaljubljen vate sem, so se v sobi vrti. Ne povej, o draga, ne povej, kako ta moj razum je le še prošnja srca. Ne povej, da z mano se srce igra. Še prošnja srca, ne povej, da z mano se srce igra. Moj status, da sem cool, res sem je dobro poznan, nobena me ne gane, ne zapelje drugam. Z vzgledcem sem prijatno, mu ljubezni sem car, vem, kako se dela, če ti malo je mar. A veš, da frajer sem, ki se ne da kar tako, ti kar pleši z drugim, ne bo mi hudo, za tvoje čare se ne zmenim, to prav vsi vedo. Ne povej, kako sem lahek plen, kako ti nauki vsi so le besede v 3 dni. Ne povej, do konca in naprej, zaljubljen vate sem, so se v sobi vrti. Ne povej, o draga, ne povej, kako ta moj razum je le še prošnja srca. Ne povej, da z mano se srce igra. Ne povej, kako sem lahek plen, kako ti nauki vsi so le besede v 3 dni. Ne povej, do konca in naprej, zaljubljen vate sem, so se v sobi vrti. Ne povej, o draga, ne povej, kako ta moj razum je le še prošnja srca. Ne povej, da z mano se srce igra.
Pozdravljeni smo na televiziji, Veseljak očitno nam nagaja, imamo manjše tehnične težave, ampak nič hudega, z nami sta člana ansambla Kolorad, danes sta tukaj in imata 5 CD-jev za vas, dragi gledalci in drage gledalke. Enega smo že podelili preko klica, ostajajo še 4. Enega bomo podelili preko Facebooka in 3 preko SMS-ov. Vse veste, na Ves Presledek TV, napišete naslov vaše glasbene želje in pošljete na 3737. Tone, Nadja, decembra 2010 ste izdali prvo zgoščenko z naslovom Kdo je Kolorad in ste v bistvu zelo inovativno tudi promovirali s komedijo Kdo je Kolorad, več kot 40 uprizoritev je bilo narejenih. Kdo se je spomnil te res hude ideje, da ploščo promoviraš s komedijo, istoimensko? No, to je bilo spet eno tako zanimivo naključje. Ko smo mi to ploščo izdali, smo rekli, treba predstaviti, ampak nekako se nam je zdelo, da moramo to predstaviti nekako drugače sami sebe. In smo naredili eno komedijo, ki je na koncu samostojna gledališka predstava, 1,5 ure dolga, in smo to na Krki, na Dolenjskem, to uprizorili. Da smo predstavili ploščo. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da je bila dvorana nabito polna, ljudje so crkvali od smeha. In smo potem to imeli, mislim, da lansko leto pa predlanskim, že 46 ponovitev po celi Sloveniji. To je pravzaprav ena komedija, samostojna gledališka, mi sicer na koncu še nekaj zašpilamo, da se predstavimo, da smo tudi ansambl, drugače pa to igramo samo mi nimamo nobenega uvoženega profesionalnega igralca, smo sami naturščiki in je to pravzaprav zelo zanimivo bilo videti in sem prepričan, da bomo to še kdaj uprizorili. Spomnim se celo v Nemčiji, ko smo igrali, smo na eni turneji kratki, sicer za Slovence, ki živeče v Nemčiji, ki delajo tam in so bili tudi oni navdušeni, tako da se dogovarjamo tudi, da bomo šli še tja nastopati s to komedijo, ki je, lahko rečem, glede na to, da je zrasla na totalno amaterskih temeljih. Eka noben od vas ni agrafetejevc, ne? Nihče, ampak ko vidiš Aleksa, kako igra Bosanca Suljadina, pa Lukata, kako igra homoseksualca Fabricija, je to, bi vsak profesionalni igralec rekel, da ta je tudi profesionalen. Tako dobro igramo. Ja, to jaz vas moram res videti, no. Nisem vas še videla, ampak... No, to si veliko zamudila, tako da... Sem, verjamem, da sem, ja, ker mi smo delali prej skupaj, tipa Aleks in vem, da sta vredna svojega denarja in da sta smešna in da... V bistvu sta vredna več denarja, ker ga dobijo. Tako da ne bo pomote. Ti se pa ne smej, tako je. Ja, lejno, pa lahko se smej, sedina ženska v bendu, kaj zdaj? Neki privilegijev pa ima, ne. Prekolorali ste koliko sveta, na katerih celinah ste se bili? Kanada... Ja, Kanada pa Amerika, to je bilo lansko leto oktobra, cel mesec smo bili, drugače pa se mi bolj držimo Slovenije. No, nastopali smo v Nemčiji, v Avstriji, kar je tega bližnjega. Je pa res, da se že dogovarjamo za naslednje leto aprila, da bomo šli še v Avstralijo. Tudi nekaj za Slovence, pa nekaj tudi po avstralskih klubih. Namreč ta plošča, ki jo omenjamo, Spin Wheel, je bila narejena prav načrtno za ameriško tržišče oziroma za angleško govoreče, ker je pol pesmi v angleščini, ampak to ne pomeni, da so neke nove pesmi, ker je pravzaprav zanimiv poslušati, Ne povej, ker smo jo prej slišali, je tle v angleščini Don't You Know. Ne? Da so te naše pesmi prirejene, oziroma je Nadja, ki govori odlično angleško in je napisala vsa ta besedila v angleščini, tako da tudi oni razumejo pol pesmi, o čem pojemo. Ti pišeš pesmi, ali si jih samo prevedla v angleščino? V bistvu, ne prevedla ne, ampak sem pa napisala ta besedila, tako sem bolj za besedila, ampak moram priznati, da sem bolj za angleška besedila. Ameriška, no, tako. So bolj spevna kot slovenska, je težje slovenskega napisati verjetno, ne? Menja. Kdo pa vam sicer piše komade? No, začeli smo z Matjažem Vlašičem, Ne povej, potem sem pa večino pesmi napisal jaz. Kdo vam pa aranžmaje dela? Aranžmaje pa, predvsem je tle Aleks, ker je harmonika glavni vodilni inštrument, kitara pa bas kitara so itak samo spremljave, tako da tle Aleks odigra glavno vlogo, več ali manj pa itak smo, takrat, ko se snema, smo vsi skupaj, tako da vsak nekaj da.
Pa kako sploh pride recimo do nastanka enega komada? Kaj sedite, podpirate, dobro, zdaj pretiravam, šank recimo gre se skupkam, imate kakšen špil pa rečete, ne vem, bi pa Ne, to ne rata tako. Kako pa? To vsi, ki rečejo, da pa se skup dobijo pa naredijo en komad, ko se komad ne dela. Ali pa jaz mogoče z drugega sveta. Ja, kaj dobiš prebliske? Jaz sem amater, jaz nimam pojma. Pesem skoraj vedno nekdo sam naredi. Bodi si melodijo, ali pa besedilo. In potem to eno ogrodje prineseš fantom na vajo ali kamorkoli, ker se snema, potem pa ampak da bi se pa kar tam za šankom dobil, pa nekaj zimo pa naredilo pesem, mislim, da bi v takem primeru ratalo eno navadno sklopucalo. Zna biti, da res je. Tako da mora nekdo vse nad tem roko držati. No pa recimo, ko smo prej pogovarjali, da ste imeli turnejo po Kanadi pa po Ameriki, katera država vas je najbolj impresionirala? Kam bi še šli? Recimo tudi ne samo z ansamblom, ampak tudi sami, recimo, kam bi ti šel, kam bi ti šla, Nadja? Dobro, jaz sem bila že tako prej v ZDA, sem živela 8 mesecev tam, tako da meni je ZDA kot druga domovina. Mene to v bistvu bolj ZDA impresionira, ampak šla bi pa definitivno nazaj tudi v Kanado, ZDA, pač kamorkoli. Kjeri so bolj prijazni? Kanačani, Američani? Američani. Američani, resno? Definitivno. Pa veliko bolj fletni so, veš. No dobro, jaz sem v New Yorku, ampak tam jih je toliko, da ne veš, kam bi gledal, levo, desno. Pa si to, a veš? A ja, se to, imaš še Ker ni vse v lepoti, a veš, ne, tako da. Ja, lepota je, ali je notranja, ali pa zunanja, ne? Jaz bi šel pa kam bi šel? V Eritrejo, bi šel pa v Južnoafriško republiko. Zdaj lobiraš, da greste. Pa v Kongo, pa tam, v Afriko bi šel. V Afriko bi šel. Takrat tam še nisem bil. Pa Američani, recimo Kanačani, je to vejo, kje je Slovenija, recimo, če niste igrali Slovencem, zamejcem, kakorkoli? Dobro, Slovenci normalno vejo, ne, ampak Američani, kot Američani pa pojma nimajo. Verjetno še Evrope ne bi znali locirati na zemljevidu. V bistvu tisti, ki se jim približno sanja, kje naj bi to bilo, je potem to drugo vprašanje, ki ga postavijo, tam imate pa še vedno vojno, ne? A se pravi, Balkan smo še zmeraj. To še vedno, čeprav velikrat nas zamenjevali za Slovaki. Ampak potem, dobro, sej tudi na koncu jim rečemo, da so Amerikanci zabiti, v narekovajih, sej tudi, če jaz vprašamo 100 Slovencev, ne vem, če bo 5 Slovencev vedeli, kje je Teksas, ali pa kje je Louisiana, recimo, ne. Ja, mislim, vedel boš, da v Ameriki, ne? Ja, no sej. In potem, ko Američanu rečeš, da smo pa na meji med Avstrijo in Italijo, ker Italija je pa že nekak, ne? We know. Pa že vejo, ne? Kaj pa recimo ste jedli kaj zanimivega v Ameriki? Nadzanimivega. Jedli smo... Kaj ste bili na junk foodu, skozi na fast foodu? Junk food, chicken food in taki foodi. Chicken wings. Ja, veš kaj, skozi smo se vozili, ne? Tako da večino časa smo bili, večino časa se vidi, ne. Veš, večino časa smo bili pač na poti, tako da nam ni drugega preostalo. Za hrano pa za take stvari. Tako je, mi smo bili res, kot Nadja reče, skozi na poti. Mi smo spomnili se, ko smo se peljali iz Tennesseeja v New York. Nashvilla v New York smo 25 ur bili konstantno se avto ni ustavil. Mi smo se vozili, prevažali in živeli v enem ogromnem avtodomu, takega v Sloveniji ni videti, je to cesta preoska za tak avto, ker je noč živelo 7 ljudi, noč smo imeli kuhno, 2 spalnici, kopalnica. Kot sedina ženska, kako je živeti samimi delci. In smo si včasih tudi skuhali makarone, pa kaj takega, drugače smo pa bili jedli paštete pa kruh. Pa dajo pokrovč koliko je dol? Ne, drugače. Ne. Vse veš sama odgovor na to. Lepo moramo vprašati. A ste prinesli domov kakšne spominke, kaj posebnega? Ja. A to je iz Amerike, te neki? Dobro, te niso iz Amerike, te so iz Italije, ampak drugače sem pa kar dvoje sem prinesla, no. Ja. Bili ste tudi v Londonu, v Narodnih nošah sem gledala slikce, ko ste snemali videospot za Stevardeso, tam ste bili tudi cela senzacija za Londončane, ne, iz kje so se pa te vzeli v Narodnih nošah? No, tudi na Tower Bridgeu v Londonu sem prepričan, da tudi en slovenski narodno-zabavni ali pa kakršenkoli ansambel ni špilal v Narodnih nošah Golica. Mi smo to sicer igrali, povem pa tudi to, da smo zaigrali samo do refrena, ker v tistem trenutku, ko se je okrog nas zbrali takoj 1000 ljudi, ker smo bili res atrakcija, so prišli tam lastniki tega posestva oziroma
ki upravljajo s tem Tower Bridge-em, you must go, in so nas pregnali v trenutku. Ne? Ampak mi nismo noben se najavili, smo kar šli tja in zdaj, smo itak snemali videospot tam za stevardesa. Drugače, lepe izkušnje iz Londona. London je zelo lep. London je, itak je ogromen, ne vem, Buckinghamska palača, Tower Bridge, Big Ben. A vreme ste me naredili, ker jaz, ko sem bila v Londonu, 3 dni nisem dežval. Takrat smo bili, mi je bilo fajn, ni bilo dežja in je bilo super. Tam ste bili tudi spolj na junk foodu skozi. V bistvu smo bili v Londonu samo 2 dni, tako da smo živeli še na zalogi od doma. Na zalogi od doma? Ja, smo se doma fajn najedli, a veš. Dvomim, da bi kdo zdržal 2 dni, če ne drugega, morate piti, ne? No, sej, lačni nismo bili, no. Ja, verjamem. Po domače povedam, pa nismo se pa preseravali, pa jedli v nekih restauracijah. Se najbrž niti niste imeli časa, ne? Ker prvič, nismo imeli niti časa, lahko pa povem, ker ljudje imamo itak radi številke. Pivo je v Londonu ali pa v Ameriki, mogoče v eni taki srednji baru, restauraciji 10 evrov. Drago je. Tako da, to pa spet nimamo denarja, da bi pili pivo za 10 evrov. Videospoti vaši. Kje snimate ponavadi videospote? Kje so tiste lokacije, ki so vam najbolj pri srcu? Nadja, kje ti najraj snimaš? Jaz sem do zdaj snimala samo enkrat in to mi je bilo ful fajn. Zdaj, tako jaz zase lahko povem, ne. Zdaj nazadnje smo snemali, ne vem, lahko reklamo delam, v Galo pubu v Ribnici. Zdaj pa že reklamo delala, kaj sprašuješ sploh? Pa reče. Ne? Tako da je bilo ful fajn, no. Smo se fajn imeli, tako da, kaj se pa ostalega tiče, pa se pravim, jaz nisem bila zdrava, no, jaz sem zdaj šele v bistvu od julija. Kje ste, na kakšnih gradovih snemali, Senikih, kje? Veš kaj, to je zelo odvisno od pesmi, kaj prenese ta pesem. To, kot kateri Nade govori, vse je moje, je tudi malo bolj na country, pa je ta klub, katerem smo snemali, tudi malo opremljen, tako bolj countryvsko, itak še vedno slovensko, da ne pomote. Recimo, Ne povej, ne vem, po kakšnem ključu smo se znašli, spod, ki smo ga prej videli na neki graščini v Kamniku, Daljavo neznano, smo tudi v Kamniku snemali na kamniškem starem gradu. Zanimivo mogoče to, da smo edino Sosajdevo špelo, ki jo bomo tudi videli zdaj, na koncu pogovora, smo pa snemali v podobnem okolju, mislim podobne, kot tole. Na Kozucu, ne? Na Maruška, ki je včasih pela pri nas, ki ima zdaj dojenčka. Čestitke. Imajo doma kmetijo, traktorje, gospodarsko poslopje. Kmetijo. In ste pri nej snimali. In smo kozovc, toplar, vse one pritikline in smo tam se imeli en dan zelo fajn in to pa lahko rečem, da glede na to, da sem jaz posnel že, oziroma sodeloval pri sigurno 30 videospotih, bodi si skupina Pop Design ali pa s Kolovrati, da je bilo pa to en najlepših dni mojega snemanja videospotov, ker smo se pa res neznansko zabavali. In to je videti tudi na videospotu. Bomo videli ga kmalu, ampak še preden zaključimo pogovor. En koncert se vam obeta 4. marca v Žalcu. Kakšen koncert, kje se dajo karte dobiti? Je to v bistvu en dobrodelni koncert, ki ga tam organizira ena, mislim, da lokalna skupnost, gre se za neke otroke, ne vem točno. Za enega fanta, ki rabi neke proteze, tako ja. Ja, za enega... No, se pravi, so se tiste, ki želijo pomagati, lahko kupijo karto. Tako da je to bolj lokalnega značaja, tako, ne vem, Žalcu. Potem seveda čez poletje čakajo veliko nastopov še, vsi tisti, ki jih zanima, kje se lahko naplešajo, nažurajo, bodi si na polke, na valčke ali pa tudi na kakšen country komad znamo zašpilati, ali pa tudi rock'n'roll na naši spletni strani ensemblekolovrat.com je vse objavljeno, dosti redno obnovljeno, itak pa smo vsi bukave, imamo vsi Facebooke, tako da je tam pa itak vse najdejo gor. Še preden sploh vemo, da gremo igrati, že napišemo, da gremo.
Ja, tako je, ja. Vsi prej vejo, preden vi veste. Tone, Nadja, hvala, da ste se oglasila mojemu povabilu. Imamo še 4 vaše CD-je, ki jih bomo tekom oddaje podelili. Jaz se vama zahvalim. Fajn, kolovratite še naprej, pa upam, da se srečamo na kakšnem koncertu slej ali prej, oziroma na kakšni prizoritvi komedije, Kdo je kolovrat. No, to pa le dej, se že veselim. Ti pa lobiraj, da boste spet da te ne bo tam zaigrali. prvih vrstah. Mi bomo pa zdaj videli še drugi videospot ansambla Kolovrat, to pa bo Sosajdova špejla. Uživajte. Sosajdovo špjelo sem se zatrapal, če reku, da naj sem se finu zlugol. Prijatelj France pa me skus govori, za drugega srce gori. A zame je ona ku antak magnet, da vlajče me knitu, ku da sem snet. In jutr povabim jo k sebe domu, se stiskala bova močnu. In je rajzblu toku, sva stiskala se vso noč močnu. In ko zjutraj da mu je odšla, rekla je, da v nebesek je bila. In je rajzblu toku, sva stiskala se vso noč močnu. In ko zjutraj da mu je odšla, rekla je, da v nebesek je bila. Špjelo sem se zatrapal, če reku, da naj sem se finu zlugol. Prijatelj France pa me skus govori, za drugega srce gori. A zame je ona ku antak magnet, da vlajče me knitu, ku da sem snet. In jutr povabim jo k sebe domu, se stiskala bova močnu. Je rajzblu toku, sva stiskala se vso noč močnu. In ko zjutraj da mu je odšla, rekla je, da v nebesek je bila. In je rajzblu toku, sva stiskala se vso noč močnu. In ko zjutraj da mu je odšla, rekla je, da v nebesek je bila. In je rajzblu toku, sva stiskala se vso noč močnu. In ko zjutraj da mu je odšla, rekla je, da v nebesek je bila. In je rajzblu toku, sva stiskala se vso noč močnu. In ko zjutraj da mu je odšla, rekla je, da v nebesek je bila.